Različne stopnje invalidnosti, različni invalidi potrebujejo različne velikosti, različne prijemalke, zato vsem zagotovo ne bo 100% posebna koža. Ampak že to, da lahko prideš v WC, da je dosti velik, da je dosti širok, da lahko greš na školko, mega. Ampak smo rekla, teh ni jih prav veliko, ne? Kljub temu bo verjetno še vedno težava za vas, ne? Kljub tej pridobitvi. Ne? Še vedno potrebuje vedno obisk mesta, veliko planiranja. Še manj. Kam, kdaj, kako, koliko piti. Zdaj se je tale stranišče odprl. Pa kje še vidite kakšne problematične točke v Ljubljani za invalide? Predvsem je problem v dostopnosti javnih prostorov na splošno, spravo lokali, trgovine. Problem v Ljubljani je predvsem to, da je Ljubljana v bistvu staro mestno jedro, pa center mesta sestavljen predvsem iz stavb, ki so starejšega datuma in včasih pač ni bilo še zakona o graditvi objektov, ki bi pogojeval dostopnost pri gradnji. Tako da predvsem problem fizična dostopnost. Kako se je v zadnjih letih recimo izboljšalo stanje? V zadnjih letih se je prav na račun spremenjene zakonodaje zelo izboljšalo stanje, predvsem recimo znižili ročniki in glede na dejstvo, da se ogromno gradi, so se zadeve kar močno izboljšale. Se pravim, v starem mestnem jedru in starejše stavbe pa so problem. Problem je tudi, da mestna občina oziroma lokalna skupnost nima vpliva na zasebnike, se pravi, ne more vplivati na to, da in jih obvezovati, da morajo svoje lokale narediti dostopne in recimo tudi sanitarije, ki so velik problem v gostinskih lokalih, nekako ne moreš obvezati lastnika za preureditev oziroma da jih preuredi.